Dober dan vsem. Lepa hvala, da ste prišli na našo tiskovno konferenco. Jaz mislim, da je prav, da se vsakih nekaj dni oglasimo in povemo, kakšna je trenutna situacija v naši ustanovi, v UKC-u. Kot že dostikrat doslej bom tudi danes pokazal graf, iz katerega zelo jasno izhaja, v kakšni situaciji smo. Vidite ta majhen hribček, tukaj je prvi val, sledita drugi, tretji val, četrti val in sedaj smo v trenutni situaciji tam, kjer se četrti val preveša proti izboljšanju, proti temu, kamor pa si pravzaprav želimo. Ampak, kot sami veste, situacija ni idealna. Ne moramo se veseliti, bi rekel, z polnimi pljuči, z polnim srcem, ker v celotni Evropi vedno bolj prevladuje različica virusa Omikron in pravzaprav ne vemo, v katero smer se bo situacija zasukala. V današnjem dnevu je v naši ustanovi hospitaliziranih 87 COVID pacientov, od tega 30 v intenzivni terapiji, kar je bistveno več kot dvakrat manj kot takrat, ko je bilo teh pacientov največ. Ampak še zmeraj zavzemajo približno 10% naših posteljnih kapacitet. Če k temu prištejemo še neki varnostni rob, zaradi tega, ker so ti pacienti se morajo obravnavati na način, kot seveda gre pri pacientih z COVID-om, zavzemajo približno 15% naše ustanove. V času najhujšega tretjega in četrtega vala so zavzemali 30 do 40% posteljnih kapacitet. Za vse paciente smo poskrbeli odlično, vprašanje, ali smo jih morali hospitalizirati ali ne, odgovor na to vprašanje je povsem jasen, seveda prav vse. To so pacienti, ki so se dušili, ki bi brez dodatnega kisika bili življenjsko ogroženi, večina od njih bi lahko tudi umrla. Zato, ker smo te paciente morali hospitalizirati, smo seveda zmanjševali število obravnav za ne-COVID paciente. V lanskem letu je številka takšna, da je teh obravnav približno 10% manj kot v običajnih letih. Kaj to v številkah pomeni? V številkah pomeni približno 45 do 50 tisoč zdravstvenih obravnav manj na ambulantnem nivoju in približno 4 do 5 tisoč manj operativnih posegov oziroma obravnav, ki se izvajajo v bolnišnici. To je enormna številka, če temu prištejemo še leto 2020, so te številke ekstremno visoke. Zaradi tega je pritisk na našo ustanovo, tako kot tudi vse ustanove, izjemno velik in zavedamo se tega, da ne-COVID pacienti niso bili ustrezno oskrbljeni v tem času in da so izjemno prikrajšani. Čakalne dobe so se podaljšale, najbolj na področjih, kjer se izvajajo elektivni posegi, tukaj govorim za ortopedija, plastična kirurgija, urologija, abdominalna kirurgija in tako naprej. In število teh ljudi, ki čakajo nedopustno dolgo, je vsak dan več. Mi si želimo, da bi jih lahko začeli v čim večjem obsegu obravnavati čim prej, vendar v tem trenutku še zmeraj, kot sem rekel, 10% naših kapacitet zajemajo ali pa zavzemajo covidni pacienti. Načrt bolnišnice je gotovo takšen, da kapacitete za ne-COVID paciente povečujemo takoj, ko je to mogoče, in seveda to tudi delamo. Na kirurgiji trenutno poteka delo v obsegu približno 60%, kar je še vedno bistveno premalo. Glavna ovira je pomanjkanje anesteziologov, ki so še zmeraj razporejeni na oddelek za COVID intenzivno terapijo. Ko se bo to še dodatno sproščalo, bomo seveda lahko tudi povečali ta obseg dela. Toliko mogoče v tem trenutku. Še informacija, kar se tiče cepljenja. Veste, da v naši ustanovi že nekaj mesecev, pravzaprav dalj časa deluje cepilni center, ki je namenjen tako zaposlenim, kakor tudi tistim, ki prihajajo drugod, občanom. Je najbolj odprt cepilni center, bi rekel, v severovzhodni Sloveniji. Doslej smo cepili več kot 36 tisoč ljudi, 36 tisoč cepljenj je bilo tukaj opravljenih, kar je izjemno velika številka in tu se zahvaljujem predstojnici oddelka za bolnišnične okužbe, dr. Knezovi in njeni ekipi. Število cepljenj se seveda še povečuje in tudi v naslednjih tednih in mesecih bo naš cepilni center deloval. Še mogoče podatek o tem, v ustanovi je cepljenih več kot 70% vseh zaposlenih. Zdravniki so cepljeni v
96,9%, skratka skoraj vsi, tudi medicinske sestre blizu 70%. Tako da s tem smo deloma zadovoljni, se pa seveda bojimo omikrona, ki bi lahko ogrozil delovanje ustanove tudi na način, da bi se povečalo število karantenskih odločb za zaposlene. Toliko pa besedo dajem dr. Kneza. Pozdravljeni. Sem vodja enote za obvladovanje bolnišničnih okužb. Mogoče samo malce povečam pomen našega cepilnega centra. Če boste želeli, dobite podatke tudi pri našem PR-ju. V glavnem, julija je UKC Maribor sicer kot terciarna in sekundarna ustanova pristopil k cepljenju prebivalstva, postal je v bistvu cepilni center in s tem želel povečati precepljenost, predvsem smo pa želeli povečati dostopnost, tako da smo pravzaprav v poletnih mesecih in še dolgo jesen, ko nam je to dopuščala dnevna svetloba, bi najprej ponujali cepljenje brez naročanja od 8 zjutraj do 10 zvečer. Potem, ko se je dan skrajšal, smo tudi mi skrajšali naše ure, tako da smo v zadnjih zimskih mesecih cepili do 3. ure. V tem času je bilo cepljenje ves čas možno brez naročanja, brez predhodne najave in smo pač z veseljem cepili vse, ki so prišli. Kot je že povedal strokovni direktor, smo podelili 36.127 odmerkov, seveda največ, dobrih 15.000 je šlo na račun prvega odmerka, potem drugega skoraj 12.000 in skoraj 10.000 tretjih odmerkov. Največ smo cepili v času, ko so se pojavljali nove spremembe v odlokih, tako smo veliko ljudi, skoraj dobrih 7.500 cepili septembra, potem v novembra več kot 8.000 ljudi in v decembru skoraj 5.000 ljudi. Med našimi zaposlenimi imamo v bistvu zelo dobro precepljene zdravnike. 97% smo, če zanemarimo nekaj decimalk. In pa seveda diplomirane medicinske sestre skoraj 69%. Tako da naša skupna precepljenost je 71,5%. Tudi s tretjimi odmerki pravzaprav kar že sledimo trendu, tako da je tretji odmerek prejelo skoraj 60% zdravnikov in pa več kot tretjina diplomiranih medicinskih sester in ostalih zaposlenih. Še naprej bomo verjetno cepili med tednom in poskušali ponuditi našim someščanom čim bolj odprt cepilni center, torej brez naročanja. Bomo pač sprejeli vse, ki bojo prišli, poskušali bomo najti ure, ki bojo zanimive zanje, da bojo pač lahko se cepili in izkoristili to možnost, ki jo cepljenje daje. To bi v bistvu o cepljenju. Mogoče kako vprašanje najprej za dr. Knezovo, pa potem še strokovni na koncu še malo stvari. Dr. Knezova, zdaj za to različico omikron veliko se govori, da bo veliko ljudi zbolelo. Kako ste pripravljeni v UKC na to, na karantene, na to, da bo mogoče zaposlenih več zbolelo? Skratka, že imate kak scenarij izdelan? To je verjetno boljši odgovor vprašanje za strokovnega direktorja. Mi bomo pač vedno pri vsaki karanteni, kot nam je odlok v bistvu omogoča, lahko precenimo tveganje in pa seveda tudi potrebo na delovnem mestu, kjer je zdravstveni delavec zaposlen, in pa možnost imamo tudi testiranja, tako da tudi če se karantena ne podeli, je zaposleni potem pod zelo velikim drobnogledom. To pomeni, da če klasično testiramo nekoga, ki je v karanteni 2 do 3-krat, bi pač pri izjemi testirali pogosteje. Je pa to seveda odvisno od potrebe po delavcu in pa seveda od rizičnega stika in pa ocene
kako vemo, da bo lahko se ščitil in ščitil druge. Kako pa je z obzemi brisal zdaj, kakšen je porast že, kaj pričakujete v naslednjih tednih? Če mi jemljemo brise našim zaposlenim in v bistvu ta število brisov, ki jih dnevno odzamemo zaposlenih, popolnoma sledi klasični sliki v populaciji, ker pač tudi naši zaposleni in mi smo del populacije, torej številka se od božiča naprej že povečuje. Kolikšna to, recimo, kakšna zdaj, koliko ljudi recimo dnevno zdaj že testirate, kakšna je to, pa koliko jih recimo lahko največ? Lahko to ne moram reči, da tu obstaja kakšna omejitev. Številke vam raje trenutno ne povem, ker v bistvu bi vam jo napačno sporočila, če mi podate vaš naslov, jo pač vam jo sporočim recimo. Tako da mi smo pač se organizirali tako, da pač dnevno spremljamo zaposlene, smo na voljo, imamo pač kanale informativne, na katere nam sporočajo od posebne e-mail naslova do posebnega COVID telefona do naših klasičnih številk in vseh obvestil, ki jih imajo, tako da so zaposleni obveščeni, kako, kdaj in kako je potrebno ukrepati. Ali ste imeli že kakšno hospitalizacijo zaradi gripe zdaj v tej? V tem trenutku ne, da bi mi bilo znano, da bi bila kakšna gripa, kakšen pacient z gripo, so pa zagotovo v Sloveniji že in tudi so že kombinacije. Z covidom? Ja. Tudi v Sloveniji? Ne bom rekla za Slovenijo, ampak so se pojavile že kombinacije. Kolikšna je pa Kombinacija gripa, covid. odsotnost zaposlenih zdaj zaradi teh karanten? Imate podatek? Ne, nimam tega podatka, mi smo pa pač podatek, ki ga je dobila Andreja. Aha, tole je. Ja, ta podatek vam lahko čisto točno povemo, ne. V zadnjih 2 mesecih je bilo izdanih v naši ustanovi 106 karantenskih odločb. To se pravi poprečno na teden do 10. Ne zelo velika številka, se pa seveda bojimo, kaj se bo dogajalo v naslednjih tednih. Skratka, v zadnjih 10 tednih 106 karantenskih odločb zaradi okužb zaposlenih. Kako se to pozna pri delu zdaj že? Glejte, to še ni takšna številka, ki bi se bistveno poznala. Ne. Morate vedeti, da v času 2. in 3. vala so bile te številke bistveno večje in je bilo dnevno odsotnih tudi po več 100, 500 in še celo več ljudi. Zdaj temu ni tako. Se pa soočamo z odsotnostmi zaradi izgorelosti v preteklih mesecih in je to treba objektivno upoštevati pri načrtovanju dela. Tudi to nas vse nekoliko ovira pri sproščanju kapacitet za obravnavo pacientov, govorim zdaj za ne-covid paciente, in enostavno moramo preceniti, vsak predstojnik ima nalogo, da preceni, koliko lahko poveča v tem trenutku obseg dela, ne da bi se oddelek, da rečem po domače zrušil, zaradi številnih odsotnosti, ker to nam grozi in na to moramo zelo upoštevati. Kako pa sicer poteka zdaj to sproščanje, glede na to, da je 30, ste rekli, pacientov na intenzivni negi, na kolikšnih odstotkih zdaj torej deluje operativa? Operativa deluje približno na 60%. To je še vedno dosti premalo, želimo si, da bi to bilo čim prej, čim več, ampak morate vedeti, da tudi dejansko 30 intenzivnih pacientov je več, kot smo jih imeli prej vse skupaj v naši ustanovi. Pred krizo smo imeli vse skupaj 24 intenzivnih, pa rečemo 27 intenzivnih postelj, zdaj te postelje ohranjamo, hkrati pa smo odprli še 30 novih. To zahteva visoko usposobljen kader v relativno velikem številu in ravno ta kader manjka na deloviščih, kot so anestezisti, inštrumentarke, anestezijske sestre in zaradi tega ne moremo dovolj odpreti seveda teh kapacitet. Torej 30 intenzivnih necovidnih postelj imate zdaj še? V tem trenutku imamo 24 necovidnih intenzivnih postelj in 30 intenzivnih covid postelj. Koliko pa je zdaj covidnih oddelkov vse v bolnišnici? Covidni oddelki so pravzaprav samo še prva etaža klinike za ginekologijo, celoten infekcijski oddelek in pa ena etaža v kliniki za kirurgijo, kjer je še dodatna intenzivna enota. Dodatna intenzivna enota pa še na kliniki za psihiatrijo. Skratka, 2 intenzivni covid enoti in 3 oddelki za covid paciente, pri čemer lahko seveda
Mogoče tukaj še posebej pohvalim oddelek za infekcijske bolezni oziroma osebje tega oddelka, ki je zaprt že nekaj časa, tako da skrbijo konziliarno za te paciente, ki so razporejeni po drugih oddelkih bolnišnice, predvsem na kliniki za interno medicino, hkrati pa nosijo veliko breme pri obravnavi COVID pacientov in pa seveda tudi internistom, ki v dejansko zelo omejenih možnostih za pomanjkanjem kadra, ki je tudi razporejen na COVID delovišča, še zmeraj obravnavajo internistične paciente. Klinika za interno medicino je 100% zasedena. Imate mogoče tudi številko, koliko ljudi zdaj skrbi za covidne paciente, koliko je kadra? Te številke nimam, ampak ta številka je nekje, točne, bom povedal po tiskovni konferenci, ampak mislim, da je nekje okrog 200. 200 jih še vedno dela. Vsaj 200, no, to številko bom kasneje povedal. Imate morda podatek, ali je tudi hospitaliziran kdo z omikron različico? Da, ta podatek imamo. Danes ena oseba z to različico je pri nas hospitalizirana ne zaradi COVID pljučnice oziroma COVID, pač pa zaradi drugega medicinskega stanja in smo, bi rekel, slučajno ali pa ob testiranju ugotovili, da gre za omikron. Veste, če gre za cepljeno osebo? Gre za osebo, ki je že prebolela COVID. Kaj pričakujete zdaj od tega 5. vala oziroma kako se pripravljate? Tega 5. vala se izjemno bojimo, ampak zaenkrat še ne razpolagamo z vsemi podatki, ki bi jih želeli imeti, namreč vemo, da je različica zelo infektivna, ali bo puščala dejansko velike posledice na pljučih ali samo na zgornjih dihalih ali ne, kliničnih izkušenj še nimamo. Seveda sledimo študijam iz tujine, ki na to kažejo. Kako se bo pa stanje razvijalo, pa ne vemo. Vemo, da se zelo drastično spreminja procent tistih, ki so okuženi v populaciji z omikronom v primerjavi z delto. Ocenjuje se, da je ta procent že večji kot 50%, da pa se bodo začeli pojavljati klinične manifestacije, pa bo moralo miniti vse še kakšen teden. Skratka, v enem tednu pričakujemo, da bomo videli, v katero smer bo stvar šla. 50% je že omikrona. To so ocene, ki ne morejo biti natančne, ampak ocenjuje se, še pred 10 dnevi je bilo to ocena 5%, zdaj 50%. Skratka, te številke grejo zelo hitro na to smer. Ok? Hvala lepa vsem. Najlepša hvala. Mogoče vam lahko povem podatke, recimo včeraj smo testirali dobrih 30 zaposlenih, tega je bilo 7 pozitivnih in ta trend se bo verjetno v teh dneh nadaljeval. Res, ki je bil prvi dan po prazniku, je ta številka ponavadi malo večja, ker niso vsi zaposleni pač prišli za vikend se testirati. To so cepljeni? Zboleli, mislite? Ja. Večinoma so cepljeni, sekundico. Vam pošljem potem te Ja. za zaposlene. To samo to poslal vsem. Ja, Se pa številka hitro spreminja, ker zdaj jemljemo, Ja. dajemo. ja, se tudi če okvirno. V bistvu so bili trije necepljeni od teh 7, so pa zraven tudi preboleli, 3krat cepljeni. Še vedno pa se najdejo necepljeni. Ni pa še segmentirano, če je omikron ali ne. Vsaj za enega je in je bil omikron. Ker v bolnišnične vzorčke se pač pregleduje na možnost novega seva.